Zdaj, gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si. Gledate pa seveda današnjo uro resnice. Z menoj v studiu je Aljuš Petnačar, stalni komentator, in pa Matevž Tomšič, predavatelj oziroma profesor na fakulteti za uporabne družbene študije, sem pravilno povedal, v Novi Gorici, in pa hkrati profesor oziroma hkrati tudi predsednik Združenja novinarjev in publicistov. Ampak zdaj, gospod Tomšič tukaj ni nenačrtno, danes imamo namreč temo o medijih, in sicer bo rdeča nit od današnje oddaje Golobov Armagedon slovenskega žurnalizma. Pa bi zdaj najprej začel s tabo, Matevž, to se bo tikala, ker še že dlje časa poznamo, pa delali smo skupaj na Faktorju, pa na Uri, moči se mi zdi, Vse enkrat si bil gost, enkrat si bil gost, tako, ja. Zdaj, Matevž, po tvoje, zakaj je recimo Golobu uspelo spraviti veliko večino slovenskih medijev pod tako imenovani finančni dežnik in pa popolni nadzor? Zdaj, te dve besedi, finančni dežnik in pa popolni nadzor, to sem uporabil iz intervjuja na portalu zanima.me, ker so intervjuvali bivšo novinarko Tarče in pa zdajšnjo novinarko portala preiskovalno Natašo Markovič, in to je v bistvu njen izraz, tako da nisem nič preplonka, ampak zdi se mi smiselno, da ga povem. Zakaj je Golobu recimo to tako uspelo? Ker načeloma predvidevam, da so si vsi vodilni politiki že nekaj podobnega prizadevali. Tukaj treba se zavedati tega, da neka precejšnja, recimo temu, zmonopoliziranost medijskega prostora je že obstajala prej. Tukaj govorimo o precejšnji, recimo temu, neuravnoteženosti v smislu tega, komu so mediji naklonjeni. To pač vse raziskave praktično, ki so bile opravljene na temo medijskega pluralizma. Raziskave? Tako je, Ne, to zdaj ni neka politično-aktivistična ocena, ampak raziskave. Ne, raziskave, tudi mi sami smo opravili nekaj teh raziskav, so pokazale, da velika večina medijev nekako favorizira levi pol. Tako da to, da je zdaj za časa Goloba nekako temu tako, da podpirajo tedanjo vlado, ki je pač levo usmerjena, to ni novo. To, kar pa je mogoče nekaj novega, da se je vse to zaostrilo, da so ti procesi, ki jih je speljala, s katerimi je začela ta vlada, tako ena depolitizacija, v narekovajih seveda, ker to seveda ni bila, na nacionalni radioteleviziji, da so vendarle potekali precej bolj grob, da ne rečem brutalen način, ko se je pač določene ljudi, novinarje, urednike dobesedno metalo na cesto, ali pa se jih je poniževalo, tako da so morali pristati na bistveno slabše pogoje, bistveno nižje plače. Se pravi, tudi ta vlada se je tega lotila na, lahko bi rekel, zelo, zelo nesofisticiran način, in pa je pač nekako uspela doseči, da večina medijev to vlado podpira. Je pa zdaj seveda vprašanje, ali je Robert Golob dejansko ta, ki nadzoruje te medije, ali nadzorujejo to tisti, ki so konec koncev ustoličili. Moja teza je, da ni on tisti, ki bi osebno to nadzoroval. Jaz mislim, da tudi ta medijska podpora se mu lahko na neki točki odtegne. Če bodo neki centri moči, ki so dejansko režiserji dogajanja, ki so tudi bili tvorci vseh teh novih obrazov, če bodo te ugotovili, da nima nekih možnosti za zmago in ga bojo odpisali, se mu bo ta medijska podpora nekako bo izginila lahko. Sam nekaj bi te odpozoril tehnično, poskušaj, fajn je, da kriliš pa to, ampak poskušaj se čim manj dotikati tega mikrofona, da se nam kaj ne sesuje. Zdaj, prav sam to še, predno dam Aljušu besedo, prav da se pa, da je bil to na nek način pričakovano zaradi tega, ker so pač mediji tako strukturirani, da so naklonjeni pač večinsko levi politični opciji, ampak praviš, da so se nekatere stvari zaostrile. Kaj se je zaostrilo, oziroma zakaj se je zaostrilo po tvoje? Zaostrilo v smislu tega, da se konec koncev ta, kako bi rekel, politična instrumentaliziranost medijev, da se v bistvu niti ne prikriva. Konec koncev tudi prejšnje, recimo leve vladajoče garniture, ki so pač ravno tako nekako si prizadevali na to, da bojo mediji njim naklonjeni. V bistvu si vsaka politična garnitura prizadeva za to. Ampak vendarle tega niso počele na nek tak direkten način, ker konec koncev premier Golob je sam izjavil v eni oddaji na TV Slovenija, da je bilo treba to institucijo očistiti janšizma.
Se pravi, ni nič skrival, ne, svojih pogledov. In tudi tako hmalo je postalo jasno, kaj ta tako imenovana depolitizacija pomeni. Ne. Da pomeni pač odstranjevanje politično nelojalnih kadrov oziroma tistih, ki jih vlada smatra, da so politično nelojalni. To se pa danes se to niti več ne skriva, ali kako, ne? V bistvu ne, vsaj vodilni predstavniki vlade oziroma vladajoče koalicije tega ne prikrivajo. Ne? Nekako se pač obdajajo vedeti, ne, da mediji so njihovi. Ne? Če se spomnimo teh protestnikov za časa prejšnje vlade, ne, ko so vzklikali RTV je naša, to je bilo treba razumeti dobesedno. Mislijo, da je RTV res njihova in te, ki so prišli na oblast, ravno tako smatrajo. To je njihovo, to je njihov fevd, oni so tisti, ki lahko edini to obvladujejo. Aljuš, kako pa ti zdaj vidiš to, da je Golobu uspelo, če mu pač očitno nikomu še ni tako, ne? Če je res Golobu, če ni nekomu, ki stoji za ozadjem za Golobom. Ne? Situacija po svoje precej bizarna, bi rekel. Ne? Skoraj imam občutek, da te nikogaršnji hlapci, ne? To je skoraj tako, kot če bi literarni junak hlapec Jernej stal z transparentom nikogaršnji hlapec. Ne? To v bistvu je res ravno nasprotno. V štartu bi rekel, da kakšnih 20-15 let nazaj je bila medijska slika, je nekako odsevala, se mi zdi, preference volilnega telesa. Ne? Zdaj, če rečemo, da je recimo ta anti-Janša sentiment, da je tam od 60 do mogoče 70% volilnega telesa, ne? In tisti, ki Janšo vsaj tolerirajo, če še niso njegovi volivci, je pa 40 oziroma 30, tako je bilo približno tudi v medijih. Ne? Ampak se mi zdi, da zdaj s pojavom teh novih obrazov, ne? S tem, ko se je ta, bi rekel, anti-Janša politika, ne? Ta tranzicijska levičarska politika v Sloveniji se je čist, bi rekel, spravila na nek nivo nekega politikanstva in čistega populizma, ni bilo več dovolj, ne? Da so mediji bili pač zgolj naklonjeni ali pa ne naklonjeni Janši, ampak je bilo treba to povsem instrumentalizirati in povsem spraviti pod nadzor. Ne? Ker tudi v času recimo vse mogočne LDS, ne, si ti imel pač medije, ki sicer, če bi jih kdo zdaj vprašal, ne, a ste vi bolj za Janšo, a ste za LDS, bi bili za LDS, ampak niso si zatiskali oči pred vsemi svinerijami, ki so se v tem času recimo pod patronatom LDS dogajale. Ne? Zdaj imamo pa mi v bistvu neko blokovsko, bi skoraj rekel, delitev medijskega prostora pri nas. Ne? Imamo pač neko železno zaveso ali pa berlinski zid, ki je vmes in ti pač tam čez ne moreš. Ne? In na eni strani je tako od 80 do mogoče celo 90% medijskega prostora, ne? To so tisti, ki so monolitno pod tem finančnim dežnikom in pod kontrolo pač aktualne oblasti in centrov moči, tako kot pravi Matevž, ki so to oblast postavili. Ne? Ostalih 15, mogoče maksimalno 20% so pa vsi ostali, ne? Se pravi neodvisni pa tisti, ki recimo ne skrivajo, da so bolj naklonjeni kakšni drugi politični opciji. Ne? In jaz mislim, da je ta proces bil sprožen, tako kot sem rekel, zaradi tega, ker za te, ki jih imamo zdaj, ne, če zdaj pogledamo recimo od Cerarja naprej ali pa še prej Jankoviča, ne, pa do zdaj, ko smo prišli do Goloba, ne, ni dovolj pač, da imajo oni že, bi rekel, osebno in medijsko, uredniško, z vidika uredniške politike neko pač animoziteto do Janša ali pa do trenutne opozicije, ampak je treba tudi znotraj zablokirati vse nasprotne glasove. Vidimo, da ta medijska mašinerija se zdaj niti ne ukvarja več toliko z Janšo ali pa z nekimi drugimi desnimi ali pa opozicijskimi strankami, ampak se v glavnem ukvarja s tem, da zamolči, prikriva in pač bi rekel predrugači vse svinarije, ki se dogajajo pod patronatom zdaj trenutno Goloba oziroma Svobode in tišči dol koalicijske partnerje. Ne. Se pravi, mi imamo zdaj situacijo, kjer v bistvu ta medijska mašinerija ne napada tukaj Janše, ampak napada recimo SD, napada Levico, koga, ki se je zdaj pojavil, ne. To, da recimo nek novi obraz, ki je jasno, da so ga tako ali drugače lansirali centri moči tranzicijske levice, kot je recimo primer Vladimirja Prebiliča, nekdanjega župana Kočeva, zdaj europoslanca, ne, da ga to pospremi v enem izmed številnih glasil, ne, smetarskega barona in medijskega tajkuna, ne, politična hijena iz Kočevja, ne, to je pač bi bilo še par let nazaj nepredstavljivo, ne, da bi recimo nek reporter napisal za Prebiliča, da je politična hijena. Ne. In tudi ni jasno povsem,
na osnovi česa temeljijo tako oceno, ne? Se pravi, zakaj je zdaj Prebilič politična hijena, kaj je ta zgon storo, da bi, ne? Medtem ko pa, da bi pa vsaj približno take, recimo, izraze pričakovali za koga iz Golobovega kroga, ne? Je pa praktično nemogoče, ne? To pač ne bi preživel tega medij, ki bi to objavil, ne bi preživel tega novinar, ki bi to napisal in vprašanje, kaj bi se zgodilo z lastnikom tega medija. Tako da jaz mislim, da je Golob, kar je prinesel iz tega poslovnega sveta, kot ga je bil on navajen v medije, ne, je prinesel v politiko to, da se pač vse da z denarjem kupiti in on razume, da pač vsi, ki so zaposleni v teh ali pa honorarni sodelavci teh medijev, so v bistvu njegovi tam neki pioni, ne, ki jih on tako ali pa drugače plačuje, ali plačuje direktno, ali plačuje, kako imamo primer pač, ne, novinarke portala Necenzurirano, ki še danes ne vemo, zakaj je take 100.000 visoke zneske nakazoval, ne, ali plačuje njihove lastnike, ali plačuje te medije preko zakona o medijih oziroma teh medijskih skladov in tako naprej. Skratka, to vse neki plačuje in ker on to plačuje, pač ima on na tem nadzor ali pa tisti, kot pravi Matevž, ki so ga postavili, kaj ti počnejo, kaj pišejo, kaj je res, kaj ni res. Ne? In taka situacija res do zdaj še nikoli nismo imeli, ker tudi se mi zdi, no in s tem zaključujem, tudi v politiki še nismo imeli take situacije, da je temu že kar, bi rekel, zimzelenemu leitmotivu sam Dani Janša, ne, smo zdaj lahko dodamo še zraven kot neko češnjo na torti, sam Dani Janša, ampak najbolj primitivn politikanstvo in populizem ter klientelizem, korupcija in tako naprej. Ne, se pravi, to smo zdaj še nekako, smo to torto, smo zdaj še dodatno okrasili še s temi pritiklinami. Ampak zdaj, če jaz pa razumem, zdaj, okay, recimo, je mogoče zelo dobro tako, da smo zdaj omenili Prebiliča, da se v bistvu vemo čisto plastično, o čem se pogovarjamo. Ne. Skratka, če je Prebilič na nek način produkt, ne, te tranzicijske levice, ne, pa ima neko licenco ali na pol licenco zdaj, ne, recimo. Ne, o tem je sam govoril. Ne. Kot si rekel, o tem je sam govoril. Kako je to potem takem to pomeni, da je recimo Golob pa ta njegov krog en del te levice pa tega ozadja izigral tudi glede obvladovanja medijev, ali kako? Ja, jaz bi rekel, da to bi primerjal, recimo, če dam športno primerjavo, ki so meni blizu, pa so tako plastično, bojo mogoče ljudje razumeli, recimo Real Madrid v španskem nogometu. Ne? Se pravi, Real Madrid, vemo, kaj pomeni v španskem in evropskem nogometu in kako recimo španski nogomet to percipira. Ne? Se pravi, Real Madrid, oni so gor vzeti, imajo vpliv na sodnike, ne vem, se jim prilagaja in tako naprej. Ne? Pa so pa drugi klubi tu. Ne? Recimo, ko ne vem, Getafe igra proti Barceloni, ne? Če doseže saj eno točko, pač tudi Real Madrid zanj navija. Ne? Ampak to ne pomeni, da ko bo pa Getafe igral proti Real Madridu, da lahko računa na eno točko. Ne? Lahko računa na 3 penale za Real Madrid, 3-0 pa 5 domov. Ne? In tako je situacija, recimo, se mi zdi zdaj na tem anti-Janša političnem polu. Ne? Se pravi, tolerira se neke Hane, neke Prebiliče, dokler ne ogrožajo pač hegemonije. Ne? In to je dobro vprašanje, ki ga je po mojem Matevž postavil. Ne? Kdo zdaj obvladuje, a Golob obvladuje, ali centri moči obvladujejo. Jaz mislim, da se je to tudi počasi začelo premikati. In da je Golob prvi, za katerega bi rekel, da posredno ali neposredno on to bolj obvladuje, kot pa recimo neki neformalni centri moči. Da je tudi on tu upeljal pač nek bolj neposreden dialog, ne? In z lastniki medijev in z uredniki in mogoče tudi z posameznimi novinarji. Zdaj ni treba tega jemati, kakor da on osebno pač po telefonu kliče, ampak pač na njegov ukaz, na njegovo pobudo pač te ljudje, ki so tam okrog njega. Ne? Zakaj? Zato, ker je on že prej kot šef GEN-I-ja imel take odnose z določenimi mediji. Ne? Sej portal Necenzurirano je postal vladni portal, ne? Tako rekoč neformalno formalen, z nastopom mandata Roberta Goloba. Bil je pa že prej pač v bistvu GEN-I-jev ali pa če hočeš Golobov spletni po finančni portal. Plati. Tako, po finančni plati. Spletni portal teh ljudi, ki so zdaj tudi prišli do oblast. In zdaj imamo to situacijo, kjer v bistvu so vse neke, se mi zdi skoraj že včasih, mi, ko smo malo starejši, je bila ta serija Melrose Place, ne, ker so pač, vsi so bili med sabo, pa ta dva sta bila par, pa sta bila una dva, pa to. In zdaj imamo tu politika, ne, tu mediji, vidimo zdaj praktično vse so neke sorodstvene povezave, soproge so direktorce Ukoma, ne, pač soprogi so pač novinarji na Necenzurirano, poslanci so se poročijo z novinarko, recimo pač Pop TV-ja, ne, pač namestnica predsednika KPK-ja je v zvezi z predsednikom sveta RTV, ne, se pravi, te neke finančne, družinske
povezave, cela neka taka, bi rekel, skoraj družinska ekonomija se je zdaj okrog tega ustvarila. Jasno pa je, da od zadnje je pa izključen kapitalski interes, se pravi lastnikov medijev v Sloveniji, ki itak nimajo medijev zato, da bi preko medijev pač recimo dobivali neko ekonomsko korist, ker to vidimo, da tega ni, se naklade padajo in tako naprej, skratka se to ne izide, ampak da imajo nek političen gospodarski vpliv, da preko tega prihajajo do poslov, ker pač prijetno pišejo o trenutno vladajoči politiki. Zdaj, Matevž, imaš kakšen komentar? Tukaj mediji so dejansko orodje tukaj, za medijske lastnike. Nima v bistvu pravih medijskih lastnikov v Sloveniji dejansko ni medijskih lastnikov, kot obstajajo v nekih etabliranih demokracijah, ker so pač to ljudje, katerim so mediji primarna dejavnost. Skoraj pri vseh teh so mediji sekundarni. Se pravi, to je kot nek vzvod, ki ga uporabljajo za njihov primarni biznis, da se recimo izlečejo iz kakšnih težav, se pravi, da svoje medije posodijo recimo tisti politični opciji, ki je na oblasti ali za katero računajo, da bo prišla na oblast in da jih potem po domače povedano izvleče iz težav. Vemo ta Odlaskov imperij, da pač je imel poslovne težave in potem, jasno, Golobova vlada jim je tukaj priskočila na pomoč, ko jim je odmrznila neko premoženje ali nekaj takega, ki je bilo na slabi banki ali kje, na koncu na slabi banki, potem na Slovenskem državnem holdingu. Tako, Slovenskem državnem holdingu, in s tem tukaj Odlazek ni mogel razpolagati, potem pa so mu nekako to omogočili. Seveda, to ni bilo zastonj, jasno. Tukaj je vlada oziroma upravljavci tega državnega premoženja so pričakovali nekaj v zameno seveda pa so dobili podporo potem, naklonjenost teh medijev, dobrikanje, tako da in tukaj še to, kar je nekaj, kar bi mogoče izpostavil, kar je tudi zdaj drugačno. Mislim, takšna stopnja servilnosti medijev, kot je danes, ni obstajala nikoli v času samostojne Slovenije. Mediji seveda so bili vedno, kot sem rekel, večinsko naklonjeni levi opciji, pa so pozitivno poročali o vodilnih politikih, o Drnovšku, o Ropu in tako naprej, ampak zdaj pa imamo situacijo, ko je ta stopnja, kako bi rekel, priliznenosti res ekstremna. Ko se ne dobrika samo Golobu, ampak tudi njegovim političnim nastavljencem, tudi tistih, ki so izrazito neuspešni pri svojem delu, kot je recimo direktor oziroma predsednik uprave Darsa, ki so ga enkrat razglasili za nekega vizionarja ali kaj. Vizionarja. Sam se je razglasil, vizionarja prometa. Hkrati pa so to nekako to njegovo oceno naprej promovirali. Se to moraš priznati, Matevž, da je vizionarsko, ker stoječ promet, to ni še nihče pogruntil. Ampak to, Matevž, se pravi v bistvu ključen dejavnik pri temu, da obvladuješ zasebne medije, ker prej si ti v glavnem govoril o RTV-ju, ki je pač državni medij, tam imaš verjetno večino v parlamentu, postaviš svoje kadre in potem stvari pač tečejo. Ampak za obvladovanje teh zasebnih medijev pa moraš predvsem bolj subtilen pristop, tukaj gre za finančne vzvode. Tukaj gre za kombinacijo nagrajevanja, podkupovanja, lahko tudi izsiljevanja. Se pravi, da se jih pridobi na tak ali drugačen način. Nekoga tako, da se ga reši iz nekih težav, drugega, da se mu recimo, da mu ta državni operater Telekom poviša to plačilo za predvajanje njegovih programov, imamo primer Pop TV-ja, in to so te vzvode. Če dovoliš, samo hiter dva plastična primera. Nekoč recimo tudi v teh medijih, ki so pač recimo pod patronatom tako ali drugače tranzicijske levice, ti si imel noter kritične novice o aktualni oblasti. Recimo, ko je pokojni Drnovšek hotel skleniti konkordat s Svetim sedežem, so oni pač to kritizirali, ker pač so nastrojeni proti RKC, se zavzemajo za strogo ločitev cerkve države in tako naprej. Zdaj recimo tega nimaš. Zdaj ta zgodba s tem pač odstopljenim vodjo poslanske skupine Janijom Prednikom, se mi zdi tak tipičen primer. 3 tedne medijska tišina, kot da to ne obstaja, ker si pač ti objavil novico 2 tedna, potem, ko je pač prišel očitno ukaz, da je treba pač to zdaj pa spraviti na svetlo v narekovajih,
pa orkestrirano vsi mediji povzemajo, ne, en medij objav, ki je očitno bil določen, da objav, vsi ostali potem za njim povzemajo, ne, se čudijo novinarski pronicljivosti in žurnalistični veličini, ne, in sprašujejo potem pač to urednico tudi na Odmevih, ne, smo videli na TV Slovenija, ne, kako vi to zdaj vidite, ona tam nekaj razlaga svoje poglede, kaj je zasebno, kaj ni zasebno, ne. Ko neka pač predstava Cesarjeva nova oblačila, ne, v zadevi, ki je bila zunaj že pač praktično 14 dni, ne, in nobenega novega dejstva niso prinesli, nobene dodane vrednosti s tem ni bilo. Malo več tabloidnih stavkov so pa nesli. Ja, okej, ampak ne, to je pač stvar stila, pol, recimo, ne. Skratka, hočem povedati, dejansko, ne, če ne bi ta ukaz prišel, ker jaz sem prepričan, da je nek ukaz prišel, da se je pač zgodba tako odvila, kakor se je odvila, mi lahko bi šle volitve že mimo, mi še, ne, mogoče Jani Prednik dobil že nov mandat, recimo poslanca, in sploh ne bi o tem se pogovarjalo. Nihče, ki ne spremlja recimo pač Požar reporta, ne bi za to vedel v Sloveniji. Ne? In to se mi zdi taka neka fascinantna situacija medijska, ki kaže na to, kako je zdaj to, kar sem prej govoril, ta zita, ne, ta blok, kako monolitno je to, da ti praktično ne moreš tega predeti. Samo, če te jaz pa razumem, ne, ker velika večina medijev ostala že prej, ne, pač prišel je Pop TV, pa še Finance in tako dalje, ampak drugače pa so bili vsi ti mediji že odprej. In če te jaz pa razumem prej, ko si pač govoril o nekem dogajanju, oziroma o strukturiranosti medijev izpred 15-20 let nazaj, si imel pač znotraj teh medijev, oziroma znotraj redakcij si imel različno, bom rekel, politično profiliranje ljudi. Nek saj minimalen pluralizem je obstajal. Zdaj se je pa to nekako kadrovsko učislo, ne? Danes ti recimo, ne vem, nimaš, ne, recimo na Delu, praktično nimaš več novinarja, ne, vsej v tej informativnih ali pa gospodarskih redakcijah, za katerega bi lahko rekel, recimo, da je zasebno ali pa intimno naklonjen desnici ali pa desni sedi, ne. Skratka, to se je tudi, kako bi rekel, kot neka vojska, kot policija, se je preprosto kadrovsko počislo, ne. Ja, to je v bistvu so naredili, če spet si sposodim primerjavo recimo z Vatikanom, to švicarsko gardo, ne. Se pravi, mi trije ne moramo iti v švicarsko gardo, ne, zato ker so pač za to neki pač pogoji. In to so zdaj tako naredili v medijih, ne. Tako, to si pravilno ugotovil, se mi zdi, ne. Prej je bil nek notranji pluralizem, ne, ali pa si vedel, ta novinar je pač malo bolj tja, ali ta je bolj tja, ali pa saj kritični so toliko bili. Če je to tist, s katerim so mogoče intimno simpatizirali, kot je recimo normalno, tudi v vsakdanjem življenju, ne. Sej ti tudi lahko, recimo, ne vem, svojim otrokom pač očitaš nekaj, kar so narobe naredili, pa to ne pomeni, da jih nimaš rad zdaj, ali pa da se jih boš odrekel, ne. Ampak tega zdaj sploh več ni, ne. Se pravi, tu ni praktično nobene kritike. Tu je zgolj še samo, tako kot sem rekel prej, pač blokada vseh negativnih novic, napadi na vse možne nasprotnike in neka banalizacija, ne. Ta zadnji naslov, ki mi je zdaj ostal v spominu, mislim, da spletnega portala Siol, ne, tako sproščeno, da se je še protokol umaknil vlakcu Urbano, ne. Mislim, pa kakšen naslov novice na nekem resnem spletnem portalu je to? Se pravi, tile Golobovi gosti, ne, so neki hodili po Ljubljani, se je vlak pripeljal in so se umaknili, in zdaj naslov novice je, tako so bili sproščeni, da je, kaj pa bi bila alternativa, da bi pač stali tam, pa bi jih ta vlak povozil, ne. Se pravi, to je neka raven, ki jo prej nismo bili navajeni, ne. Prej so te mediji režimski, da tako rečem, so bolj, bi rekel, v novo rekel, bildali, ne, se pravi, probali graditi neko to podobo, ne, se pravi, Drnovšek, državnik, premier, ne, celo iz ljudi, ki niso bili roko na srce tazga materiala, recimo iz Šarca so delali nekega vizionarja, ne, pa iz Mira Cererja so delali nekega blaznega, bi rekel, ne, visoko sposobnega politika, ne. Zdaj pa niti to več ni treba, ne, zdaj pa je pač važno, da smo sproščeni, ne, in zdaj glavne novice so, ne vem, najprej poroka, zdaj očitno, če bo, a ne, pač nosečnost in tako naprej, skratka, čist na neki tabloidni, kako si prej rekel, ne, na neki tabloidni nivo smo zdaj prišli. To pa represija, ne, se pravi pač blokada drugače mislečih, postopki, ne, tožbe, te tako imenovane slep tožbe, ne, postopki s policijo in tako naprej, denar našim, unim ne, se pravi, si ti hitro lahko zračunaš, ne, kaj se ti bolj splača in tako dalje. Ampak tudi te slep tožbe, ne, zdaj pač očitno ministrstvo za pravosodje dela, sprejema neko zakonodajo v zvezi z temi slep tožbami, ampak te slep tožbe so tukaj že praksa, že leta in leta, ne. Mi v Senica, recimo zoper mene, pač moj portal vložil recimo 9 zaporednih tožb, pa nihče niti trzno. Zdaj imamo občutek, da je v bistvu Rok Snežič, ne, s to serijo tožb, ki jih je sprožil zoper portal Necenzurirano, vladni portal Necenzurirano, da je zdaj to v bistvu neke vrste feedback, ne. Zdaj se nazaj maščuje. Hočem reči, zdaj pa so verjetno videli nevarnost teh tožb, ki jih pa nihče resno ne bo, ampak zdaj
Mateoš, ta ustrežljivost, ki si jo prej omenil, ne, mislim, kako pa bom rekel, je to dan kakšen ukaz, da morajo biti za mediji bistveno bolj ustrežljivi, ali kako? Dobro, tukaj je splet večjih gledam recimo zdaj ta tvoja prijateljica Urška Klakočar Zupančič, predvsem Državnega zbora. Zdaj, če mi pogledamo te njene intervjuje, se preprosto zgooglaš in to ugotoviš. Ona v principu doslej ni dala niti enega intervjuja, ki bi bil povezan s politiko. Ves čas je nekaj v tem ženskem nivoju, estradnem, pa jaznem in tako dalje. Vsi ti neki podcasti, zdaj sem videl nek podcast, mislim, nekje na Siolo, ki v bistvu že novinarka pove, da se ne bo pogovarjal o politiki, ampak ženskih vprašanjih in podobno. Ja, ampak hočem reči, to je očitno neka taktika, ker če bi se pač nekdo spraševal. Tako da očitno gre tu za neko, kako ne rečem, v dikciji, ne vem, Evropske unije, očitno gre za neko direktivo, Dobro, da mediji postanejo ustrežljivi. Do neke mere je to seveda tukaj direktiva se strani teh lastnikov, ki so politično odvisni ali pa ki so, kako bi rekel, uporabljajo medije kot svoj nekak politični instrument. Tukaj seveda, tukaj lastniki vse vplivajo na to, kakšen pristop imajo novinarji do politikov, pa tudi do ostalih. Se pravi, to je en moment, jaz bi pa rekel, da tudi ni to edini moment. Tukaj jaz bi rekel, da se dogaja v medijih, pa tudi na drugih področjih neko tako zelo drastično nižanje standardov. To je v bistvu vse skupaj. Skratka, to je povezano s politiko. Tukaj lahko rečemo tako, kakršna politika, takšni mediji. Tukaj, če se v politiki nižajo standardi, in potem ni čudno, da recimo najvišje predstavnike koalicije sprašujejo zgolj neke take lahkotne zadeve, se pogovarjajo z njimi o lahkotnih tematikah, ker o nekih bolj kompleksnih, bolj zahtevnih preprosto niso sposobni. Če bi se s takimi dejansko pogovarjali na resen način, odpirali neka resna vprašanja, potem bi se, jaz bi rekel, prej ali slej blamirali. Pa tudi, če bi bil sogovornik relativno prijazen do njih. Tako da imamo dejansko zdaj s temi politiki sedanje koalicije, pač skoraj vsi intervjuji, recimo, ali pa pogovori so PR-ovski. Skratka, tukaj ni meje med PR-om pa novinarstvom praktično ni več. Tudi se vidim, se mi zdi tudi, ne vem, recimo preprosto ni več novinarskih vprašanj, na tiskovni konferenci novinarskih vprašanj, ne je mogoče recimo situacija bila zdaj v tej aferi zgodbi Accetto, Jourova in RTV, ker Accetto naenkrat pač pove, da se ni sam pogovarjal z Jourovo, ampak da ni bil to pogovor na 4 oči in da nihče od novinarjev, recimo pač jaz sem to naredil, ne pošlje vprašanj, pa začel ugotavljati, kdo je bil na tem pogovoru. Recimo ta zgodba, ki je zdaj, ki je Info TV, ta portal sprašuje kabinet predsednika vlade po tistih pismih, ki jih je Edina Gabe pošiljala v tujino, razen nje, te novinarke, Pije Pangos iz tega portala, pa me nihče ni vprašal kabinet predsednika vlade, dajte pokazati ta pisma, pa dajte pokazati te videe, ki ste jih pač prosili. Hoče več, preprosto cela neka blokada novinarskega dela je nastala tukaj. Ja, ker ti ne veš, kaj lahko vprašaš, Predvsem pa ne veš, kak bo odgovor. To je to, kar je Mateoš rekel. S tem, da bi jaz mogoče celo obrnil, Mateoš pa bi rekel, da kakršni mediji takšna politika. Jaz mislim, da včasih je bilo tako, da je politika pač preko medijev poskušala vplivati. Zdaj se mi pa zdi, da to politiko že postavljajo mediji na nek način. Kaj hočem reči? Recimo, prva Janševa vlada, vemo, sta se prodala Delo pa pač Večera, z jasnim namenom, da pač se prebije ta, bi rekel, razkorak v medijskem prostoru, da se ima nek vpliv na uredniško politiko teh dveh medijev, kar je potem posredno lansirali tudi pod Zorano Jankovićevo najprej lokalno pa državno politiko. Zdaj se mi pa zdi, da v bistvu mediji že pripeljejo na površje tak tip politikov, kot so recimo zdaj Golob, kot je bil prej Šarec in tako naprej, ker to jim paše, ker to znajo prodajati. Ker zakaj recimo ni političnega intervjuja z Urško Klakočar Zupančič? Kaj pa bo ona povedala, političnega? Kaj pa je sploh njena politika, Razen, da pač ne mara Janše in da se ima rada fajn v službi in da očitno razume funkcijo predsednice Državnega zbora kot neko orodje, če si sposoben tvoj izraz za popestritev svojega spolnega življenja. Se pravi, to je tudi, kar njo zanima in to je tudi za te medije potem fajn, ker tu ni
bi rekel, ni možno, da je kak ideološki zdrs ali pa da po nesreči pač se kaj zmotiš, ne, pa si pol kaznovan, če se pogovarjamo o tem, kakšne knjige beremo, kako se oblačimo, kaj radi jemo, ne, in tako naprej. Se pravi, ker ni nobene politike, ne, na področju politike so v bistvu tema, ali nič ne znajo, ali delajo napake, ali pa sprejemajo neumnosti, dajmo mi raje iti na, bi rekel, bolj varen teren, ne. Če spet grem na pokojnega Drnovška, takrat, ko je imel tegale, kaj že Savolaja, se pravi tega francoskega nekega guruja za te medijske kampanje, ne, in so probali narediti oglas, Drnovšek ni trznil na nič, ne, razen na psa, Arturja, ne, takrat je pa zažarel. In potem so dali psa v oglas, ne. In tu je zdaj podobno, ne, na kaj trza pač Golob, ne, na kaj trza Urška Klakočar Zupančič, ne, na kaj v končni fazi trza predsednica republike Nataša Pirc Musar, če omenim sam 3 top politike ta hip v državi, o tem se pač z njimi pogovarjajo, o tem pač javnost obveščajo in nam sporočajo, da je Urška Klakočar Zupančič fajn predsednica državnega zbora, ker se rada poveseli, pa rada kaj zapoje, da je Robert Golob dober predsednik vlade, ki se je lihkar poročil, pa ker ima rad otroke, ne, ki mu kaj narišejo, da je Nataša Pirc Musar super predsednica države, ki rada vozi motor, pa kegla. To nam zdaj v bistvu sporočajo. Ne? Kot da smo na nekih zmenkarijah in zdaj iščemo si ustreznega partnerja in gledamo njihove hobije, navade, ne, in tako naprej. Je pa zanimivo, da je zdaj celo pač novinarji, ki so delali prej na javni RTV, pa recimo na Delu, ne, pa ne vem, tudi na pri Odlaskovih imperijih, ki zdaj iz takih ali drugačnih razlogov odhajajo tam, ne, tako da so sicer z tega vidika njihove izjave mogoče ne 110% kredibilne, ampak zanimivo, da ugotavljajo zdaj po vsem tem času, da v bistvu medije Golob bistveno bolj stiska kot Janez Janša. Ne? Čeprav zdaj vsak pač si bo rekel, Janša je uničeval STA, ne? V prejšnjem mandatu pa je hotel, ne vem, uničiti RTV in tako dalje, ampak zdaj pa celo njihovi novinarji priznavajo, da to, kar se je takrat dogajalo, ni nič primerjavi s tem, kar se dogaja zdaj. Ne? Ja, no, to... Kako zdaj, recimo, Matevž, ti zdaj gledaš na te izpovedi zdaj, ne? Recimo, ja, no, ti očitki, ne, kako je Janša uničeval to in ono, ne, to so bili najmanj, kar rečemo, izrazito pretiranje. Ne. Skratka, ja, vsaka politika želi imeti nadzor nad mediji. Ja, to se leva in desna. Če boš zdaj vprašal poprečnega človeka, ti bo pač rekel, če se bo kaj spomnil, recimo iz obdobja tretje Janševe vlade, se bo spomnil COVID, maske, ne vem, zaprtje v občine, pa napadi na STA, recimo. Ne? Ja, no, če se pa potem vprašamo, kaj točno se je pa zgodilo, ne? S čim jih je uničeval, ne? Kakšne so bile posledice za delovanje teh medijev, ne? S čim jih je stiskal, po domače povedano, pa tweetov je, ne? Tweetov je, ja, pa naj ne več konkretnega, potem običajno bo odgovor, ja, grdo je govoril o novinarjih, po Twitterju, ja, napadal je novinarje. Tako, ja, tweetov je. Ampak kaj je pa posledica bila tega, a se je tem novinarjem kaj zgodilo? Zgodilo se jim ni nič, ne? Niti da bi bilo kaj, da bi se to zgodilo to, kar se je Aljušu, recimo, ne, ko je predsednica parlamenta poslala policijo na njega. A je Janša nekoga poslal policijo? Takrat jaz se ne spomnim. No. Tako da, jasno, tukaj dejstvo je, da nasprotno, novinarji so tožili Janšo, ne? Mojca Pašek Šetinc, mogoče Janša tudi koga tožil, ampak to je bila civilna tožba. Ne? Ja, ne. Vsakdo ima možnost civilne tožbe. Ne? To je nekaj drugega, kot če nekoga nekako preganja s policijo. Ne? Da tem na ta način uporabi, oziroma bom bolj na ta način rekel, zlorabi državne organe, zgolj za to, ker je bila domnevno njihova čast prizadeta. Dejstvo pa je, da Janša, tudi če bi hotel medije stiskati, po domače povedano, jih ne bi mogel tako, kot jih lahko recimo Golob, ja. Ker pač ni imel ustreznih vzvodov za to. Sej to tudi zdaj ta, recimo konkretno, ne, Nataša Markovič priznava, da Janša, ja, da Janša nikoli pač ni mogel vplivati na mladino, ni mogel vplivati na reporte, ni mogel vplivati na tele, pač veliko večino teh tako enih zasebnih medijev, ne. Tako, ja, to je razlika. Zakaj pa recimo Janša ni mogel vplivati, zdaj Golob pa lahko vpliva? Ja, če sledimo tem besedam, ne? Ja, mediji, ne, so, kot smo rečeno že preden je prišel Golob, so bili naklonjeni levi opciji. Razumem, ampak tako si želijo denar, tako kot si ga zdaj želijo. Janša je imel vedno vse medije, tako reka, večino medijev proti sebi. Ne. Če bi hotel dejansko
po domače povedano, narediti red, na ta način jih recimo na nek drugačen način depolitizirati, bi bilo to nekaj precej bolj zahtevnega, bi verjetno potreboval par mandatov, da bi lahko to dosegel. Medtem ko Golob je imel pa večino medijev že v izhodišču na svoji strani, že preden je postal predsednik vlade. In to je bistvena razlika tukaj. Kaj jaz načeloma, veš, Matevž, jaz mislim, da je pomembnejši faktor pri lastnikih medijih to, da dobivajo denar, kot pa ta njihova neka politična preferenca. Ne? Mislim, da gre bolj za denar, kot za neko politiko. Ne? Ja, zlasti nekaterim, zagotovo, zdaj si upam stav, da pač Stojan Petrič, lastnik Dela, se mu gre predvsem za denar, manj za politiko. In isto velja za Odlazka. In navzdol, tudi bi rekel, ta novinarji pa verjetno so tako malo vzgojeni politični, to pa je druga zadeva. Ja, ampak tudi tam, zdaj, če bi nekdo prišel, pa bi jim pač ponudil boljše pogoje, več denarja, bi se tudi verjetno razmišljali. Ampak jaz mislim, da je to problem, to, kar ti sprašuješ, to je dobro vprašanje. Janša je anomalija, ne? Se pravi, on je vsake kvatre enkrat pa za omejen čas. Ne? Se pravi, zdaj, ki bi nekdo, ki bi iz poslovnega vidika pač se preveč navezal na Janšo, ne? Takrat mora preživeti tisti mandat. Ne? Se pravi, verjetno se bo malo probal zbližati, malo bo probal korigirati, tukaj da pač ni glih na veliki izgubi, ampak ve, da Janša ne bo zdaj, 12 let, ko je LDS, ali pa ne bo tako, ko so anti-Janša vlade. Ne? Se pravi, iz tega vidika se ne splača mu tukaj na Janšo nasloniti. Ne? Po drugi strani Janša je tudi pač politik, ki si zapomne stvari. Ne? Se pravi, če si mu kdaj stopil na žulj, Janša tega ne pozabi tako zlepa. Ne? In Janša ni v tem smislu prevrtljiv, da bi danes, te tweetal v tebi, da si pač popoln idiot, jutri bi se pa s tabo slikal tam, kako se objema in ne vem kaj. Ne? Medtem ko na drugi strani teh težav nimajo. Ne? Oseba, ki mi tu pride najbolj na pamet, je recimo Joc Pečečnik. Ne? Veliki kritik Golobove vlade, ki se potem udeležuje njegove poroke in tako naprej. Ne. Skratka, to je pač nemogoče, mislim, to prvič ne gre skupaj eno z drugim, drugič je to pri Janši to nemogoče. Ne. Ti ne moreš biti veliki kritik Janše, potem pa bo šel na njegovo poroko. Ne. In rečeš, ja, to zdaj ločujem, ker sem bil povabljen, sem pa šel. Ne. Skratka, to je to. Ne. In zdaj oni vejo, da Janša bo tu, največ 4 leta, če bo, pritisk blazen bo na njih in od spodi, se pravi, kako si ti rekel, bi se jim pač plebs novinarski uprl na nek način, po drugi strani pač od vse posod drugje imajo vplive. V končni fazi, če hočeš, Evropska komisija lahko pride pa vpliva na te, če lahko vpliva na Slovensko ustavno sodišče v zvezi z mediji, potem lahko vpliva tudi na nekega lastnika medija, lahko se tam pač sproši nek postopek, recimo v Bruslu, kakršenkoli že zoper primarno podjetniško dejavnost tega lastnika medija, ali pa v Sloveniji, ali pa imamo tudi Evropsko državno tožilstvo v Sloveniji in tako naprej. Skratka, tle je jasno, da vsi vzvodi, tako rekoč, in domači in tuji, kapitalski in politični, so v glavnem nastrojeni pač tako kot so. In proti temu iti, se res moraš vprašati, pozdravljen. Zdaj, mogoče Aleš Štrancár, ki je tudi lastnik pač Info 360, je neka izjema, ki potrjuje to pravilo. Da je lasten denar v medije in pač ni nobene cenzure. Se pravi, on se celo ne strinja z vsebino, ki je objavljena v medijih, katerih lastnik je. Ampak občasno in ni nobenih konsekvenc zaradi tega. To je pač unikum v slovenskem medijskem prostoru. Takih ljudi, ki bi bili neodvisni finančno. Izjema, ki potrjuje pravilo, da pač vsi ostali so pa potem kupiti, o čemer se danes recimo pogovarjamo. Ja, gre za vprašanje vzvodov. Pač Janša je lahko pride na oblast, lahko se stavi vlado, samo nima teh vzvodov že v izhodišču, kot jih imajo recimo levi politiki. Matevž, nima ali jih nekako, ne vem, iz kakršnikoli razlogov noče uporabiti. Te vzvode je potrebno vzpostaviti. Tako da ja, zdaj pustimo vprašanje, koliko je on spreten pri uporabi teh vzvodov, ampak ja, jaz bi rekel, da bi Janša prišel v položaj, da bi res lahko tak vpliv izvajal, bi rabo imeti par zaporednih mandatov. Potem bi se mogoče stvari spremenile. Potem bi tudi določeni lastniki medijev pač ugotovili, da veter drugače piha in to bolj na dolgoročen način, pa bi se obrnili. Tako kot so se nekateri recimo med prvo Janševo vlado. Ampak to bi moralo biti neko daljše obdobje, ko bi bil Janša dejansko trdno na oblasti. Tudi moramo se zavedati, kakšne so bile vse te koalicije, ki jih je vodil Janša. Vedno so bile malo tako nekako mešane. Ena stranka je bila vedno zraven. V politiki se prilagajajo. Znana je tista, zdaj Janša tala.
ali pa recimo imamo stranke, ne, ki grejo čez, recimo Desus večkrat in tako naprej, ne, se pravi, grejo tudi v neko Janševo vlado. Ne. V medijih pa res zanimivo, tega zelo malo ali praktično nič. Ne. Se pravi, nimaš teh prehodov, ne, da bi zdaj rekli, ok, zdaj Janša tala, ne, v narekovajih bomo mi spremenili uredniško politiko ali pa ne vem kaj. Praktično ne opaziš tega, ne? Zdaj, če gledamo spet z poslovnega vidika, je to fascinantno na nek način. Celo takrat med vlado Janeza Janše opaziš ti izrazito anti-Janša medijsko uredniško politiko. Zdaj, če gledaš iz poslovnega vidika, je to nenavadno, ne? Ker če bi se človek poslovno spet obnašal, ne, bi pač Bogu reči, ok, zdaj pa malo pazimo, ali pa ne, pač to je zdaj oblast, ne moramo zdaj biti enako kritični, kot smo bili recimo, dokler so bili v opoziciji. Ne? Je pa res, da zdaj Janša, če bo še kdaj sestavljal vlado, neke mehanizme bo pa zdaj vendarle podedoval, ne? Ta medijski sklad in tako naprej. Skratka, neke mehanizme bo podedoval, prek katerih bo mogoče lažje potem nadomestil ta zaostanek, ki je pač zdaj evidenten in je res. Ne? To se jaz z Matevžem tu strinjam. Pač v parih letih ti ne moreš to spremeniti. V 4 letih ali pa v 2 zaporednih mandatih potem pa že mogoče. Zdaj to, kar pravi Aljuš, ta nov medijski zakon, ne? Ja. To zdaj že velja ali ne velja medijski zakon? Ne, mislim, da ne, ampak sklad pač je že, ne, to prakso že vidimo. Zdaj mislim, da je sklad 4-krat povečan. Tako, zdaj poslal resen sklad, ne. Ampak to hočem reči, ne, zdaj govori se o tem, da naj bi pač desna opozicija šla na referendum s tem medijskim zakonom, potem je pa to potihnilo. Ampak očitno je nek račun v tem, da se bo pač v primeru zmage, ne, ta zakon, ne, oziroma ta sklad padel v roke sedanje opozicije. Pri nas je ponavadi zmerom tako, ne, da ena politika neki fajn dela zase, ne, pa lih gre z oblasti, takrat, ko to naredi in potem una, ki pride za njo, pač pa to izkoristi. Ne. A je to zdaj, je tudi ta... Ja, lahko da je ta razmisel, ta desni pol politike je pogosto na ta način špekuliral, ne, da neke vzvode, ki jih je levica uporabljala, recimo zato, da si pride do nekih koristi, ne, da lahko uveljavlja svoje interese, da bo v smislu to lahko tudi mi uporabljamo. Sam ponavadi so bili predvsej manj uspešni. Ja, ker je ta reakcija drugačna. Ne? To, kar smo se prej recimo pogovarjali o RTV, kaj se je tam dogajalo recimo med zadnjim Janševim mandatom. Ne? Kakšne reakcije so bile takrat? Ne? Zdaj pride Golob in tam reče, sej vi veste, kaj to pomeni. Mi smo se zavezali, da bomo pregnali janšizem in smo zdaj pregnali janšizem. Skupaj smo se temu zavezali. Skupaj smo se temu zavezali, vi točno veste, o čem govorim. Se pravi, nobene reakcije ni, ne? Nobene reakcije ni, ne? In zato, ker so te, bi rekel, ta toleranca je neverjetna, ne? Na eni strani intoleranca do vsega, kar recimo Janša stori ali pa predlaga, in na drugi strani to, kar je zdaj, se mi zdi novost v zadnjem letu ali pa v letih ali pa v mandatu Goloba, ne? Absolutna toleranca do vsega, kar pač Golob počne, ne? Ker sej mi vemo, kako pride pač do anti-Janša vlad in anti-Janša kandidatov na volitvah. Ne, se pravi, centri moči, tranzicijske levice se odločijo, tega bomo podprli, mediji potem temu sledijo in on, ne, tudi če zgubi volitve, kot recimo Šarec, na koncu sestavi vlado, ne. Ni res, da so oni zdaj absolutno odvisni od Roberta Goloba. Tako, ko so Roberta Goloba ustvarili praktično iz nič, bi lahko ustvarili koga drugega. In če bi se oni zdaj odločili, ne? Recimo, če bi Milan Kučan dal za Nedeljski dnevnik intervju in rekel, da Golob je pa zdaj rešil čez mejo, pač država je v slabem stanju, ima ful skandalov, afer, korupcija, ne vem, kazenske preiskave, on ni več rešitev, bi verjetno nekdo izplavil na površje, ne? Zdaj, bi to bila politična hijena iz Kočevja ali nekdo tretji, je drugo vprašanje, ampak bi izplavil na površju. In bi imel enako šanso, da pač tudi če zgubi proti Janši, sestavi neko anti-Janša vlado, kot je imel Golob ali predtem Šarec ali pa še kdo prej. Ne? Ampak tega enostavno ne storijo. Ne? Tega enostavno ne storijo. Zakaj? Zdaj, en možen odgovor je, da pač je Golob premočen, ne? Se pravi, da on toliko vladuje te svoje finančne vzvode, ne? On je kapitalsko osebno močen, kar prej za te druge anti-Janša kandidate, ne? Ni bilo značilno. Ne? Še Zoran Janković v končni fazi se mi zdi ni bil osebno tako finančno močen. Imel je močen prek Mercatorja pa teh stvari. Ampak... Če pa, Aljuš, jaz dvomim, da Golob kakšen osebni denar troši na to, da pač disciplinira medije. Troši ga ne, ampak ima ga. Ne? Zdaj pač ima ga, se pravi, ne išče službe, ne?
nima teh težav, da bo nezaposlen. Zaradi tega je mogoče bolj samozavesten. No. Ja, to je en možen odgovor, se ne rečem, da je ta prav. Ne. Drug možen odgovor, in se ga z tega tudi malo pač bojijo, ne, se bojijo tega, da bo pač ta kapital, ki je navezan okrog goloba, zdaj predvsem ta energetski, da bo pač ustal z golobom, da tako rečem. To je en možen odgovor, zakaj tega naredijo. Drug možen odgovor, kjer se jaz osebno bolj nagibam, je pa ta, ker jim paše, da je golob tak, kakršen je. Ne? Ker zaradi tega, ker je tak, kakršen je, mora tudi on plačevati tako ali pa drugače v narekovajih kakšne medijske odpustke, ne? Da oni gledajo stran. In po drugi strani mora on gledati stran, ko se oni grejo neke te klientelistične, korupcijske rabote, pač parazitirane na javnem denarju, ne? Razpisi za razne postaje, take in drugačne za toliko milijonov in tako naprej. Ne? Gradnja drugega tira, ki se ne premakne z mrtve točke, edino, kar se tam gradi, so aneksi. Ne? In tako naprej in tako naprej. Skratka, neka ta španovija se je zdaj tukaj, nek ekosistem se je po moje vzpostavil, kjer ne bom rekel, da so oni zdaj intimno z eni z drugim blazni zadovoljni ali pa da so res veliki prijatelji, ampak en brez drugega ne morejo. Ne? In zdaj so pač objeti, padajo v prepad, ne? Da se počutijo pač, da niso sami. Ne? In zdaj so mogoče skočili, ne vemo, še zdaj, če imamo srečo, ne? V narekovajih so skočili z 15-nadstropne stolpnice, ne? Če nimamo sreče, so skočili z Burj Khalifa ali kaj, tista največja stavba. In zdaj vsako nadstropje, ko dol padajo, ne? En drugega prepričuje, da vse v redu, ne? Zdaj samo vprašanje, koliko nadstropij še manjka do tal. Se je zanimivo, no? Mislim, da zanimivo je tudi tale strah, ne, ki je nastal v tem slovenskem žurnalizmu, ne, pa ne veš, zdaj, pred politiki ali pred lastniki medijev, recimo primer Pop TV-ja, ne, tam je pač zdaj upeljana, govorimo o informativnem programu, ena strahovita samocenzura z nekimi raznimi mehanizmi, tudi z aplikacijami in tako dalje, ne, in lastniki so precej stisnili ta informativni program in se novinarji, ne, recimo, ko jih sprašuješ o tem, njihovi novinarji, ki jih poznaš in tako dalje, si več ne upajo govoriti niti po teh domnevno varnih aplikacijah, niti po signalu, več ne upajo govoriti, samo fizično še lahko dobiš, pa se ti kaj potožijo, pa tako dalje. Kdo bi si mislil, ne, da se leta 2025 lahko med te novinarje ne, naseli takšen strah, ne? Mislim, to je, za nas, ki smo novinarji že dlje časa, je to šokantno, pravzaprav, ne? Če si ekonomsko od tega odvisen, pač je to upravičeno. Eno so te ekonomske razlogi, drugo je pa vsem bi rekel, da je padanje standardov. Ne? Da pač ljudje tudi, ki sami niso neki karakterji, ne? Ki nimajo samozavesti, ki tudi nimajo znanja. Vem, pa se tudi vi nekako vzgajate bodoče novinarje, ne? Vzgajamo, ampak vseeno pri nas je, mi smo le, kar se tega tiče vzgoje novinarjev, še dosti na začetku. Tako da imamo seveda programe, ne, ampak tudi tako, da je zdaj ta študij bolj množičen, je zadnjih par let. Ne, tako da tukaj bomo šele čas lahko govorili, kako uspešni smo pri tem. Jaz mislim, da smo, ampak to traja tudi za novinarja, ko nekako dokončaš tudi traja nekaj časa, da se dokaže. To se pa hočeš reči, padel je standard, nivoja novinarstva nasploh, nivoja novinarskega poguma, česa. Oziroma nižja raven meritokratskih kriterijev, bi rekel. Jaz ne pravim, da dobrih novinarjev ni več, ne, ampak stvar gre za selekcijo, ne, da tukaj lastniki forsirajo ne tiste, ki so najboljši, ki imajo največ znanja, ki so najbolj ustvarjalni, ampak tiste, ki so najbolj poslušni, ne. Skratka, gre za to vrsten negativno selekcijo, ki dejansko spremlja negativno selekcijo v politiki, konec koncev. Tukaj dejansko to, kar je prej Aljuš izpostavil, da te dve sferi sta sedaj tako prepleteni, da bi rekel, da nekako v bistvu gre za neko negativno povratno zanko, bi lahko rekel. Da štandardi, ki padajo na enem področju, vplivajo tudi na štandarde na drugem področju. Ja, kjer recimo, da rečemo na rekovajih, čistokrvni novinar bo napisal naslov tako sproščeno, da se je celo protokol umaknil vlakcu Urbano. Ne? Mislim. In to je novica pač o obisku nekih visokih tujih predstavnikov v Sloveniji. Ne? Tu pač noben, ki je zdušal novinar, da tako rečem, ne bo tazga naslova napisal. Ne? Se pravi, ti v bistvu tudi tu rabiš ljudi, ki v resnici so mogoče nominalno še novinarji, ampak v praksi so pa vse kaj drugega. Ne? In ne smemo pozabiti, novinarstvo je eden redkih poklicev, kjer v bistvu nimaš ti nobenih omejitev glede izobrazbe in tako naprej. Se pravi, praktično vsak
je lahko novinar, ne? In to na nek način tudi sporočajo. Ne? In s tem, ko poročajo v najvišjih predstavnikih države na ta način, recimo, da imajo neke hobije, pa da se poročajo, pa da dobivajo otroke, v bistvu subtilno sporočajo ljudem, vsak je lahko Robert Golob, ne? Ali pa vsaka je lahko Tina Gaber. Ne? In to je čist v redu. Ne? Se pravi, če je tvoj, bi rekel, vrhunec življenja, da prideš po šihtu domov, se zavališ na kavč, si odpreš pivo in gledaš Ligo prvakov, ne skrbeti, ker v bistvu se obnašaš enako, kot se obnašajo recimo najvišji predstavniki države. Ne? In to na nek način ljudi to laži. Ne? Ljudje smo nagnjeni k temu, da pač iščemo to lažbo, da bežimo stran od negativnih novic. Ne? In se mi zdi, da se zdaj nek paradoks ustvarja, tudi sam pri sebi to čutim, ker mi ljudje pravijo, ja, ne vem, odlične kolumne pišeš na Požar Reportu, ne? Ampak pa se nekako že zasitijo tega, ne? Da je vse črno, da recimo pač ekonomija ne štima, da sta klientelizem, korupcija, da je pač negativna kadrovska selekcija in tako naprej, da se preganja drugače misleče, ne? Ker to ljudje težko prenašamo, ne pozabiti, ne, tudi orkester je z namenom igral na Titaniku, zato da so bili ljudje pač pomirjeni, da niso imeli občutka, da se ladja potapla, ne, in da bo šli zdaj v ledeno mrzlo vodo, ne, in zdaj se mi zdi, da neko tako, neko vse splošno zlato padalo jim je zdaj pač uspelo ustvariti, imajo finančne vire, ali zasebne, ali javne, ne, predvsem javne, da to pač plačujejo, ne, ker so pač na oblasti. Ne? In tudi vidim, da znotraj sistema, recimo to, kar si zdaj ti objavljal glede kadrovske politike zunanje ministrice Tanje Fajon, kako se zaposluje pa to. Ne? V starih časih bi to naletelo na nek odpor. Ne? Saj sindikat javnih uslužbencev bi se oglasil, pa bi protestiral. Ja, mislim, da se bodo sprožili neki mehanizmi, res pa je, da se niso oglasili. Ja. Ali pa kadrovske službe pač bi imel neki peska bi v to kolesje metale, ne bi šlo to vse tako gladko. Ne? Zdaj pa pač to pombo počrta, ne? Tako kot pač vidimo, zdaj sije sonce, jutro dežuje, tudi to preberemo, ne? Rečemo, to je res grozno, ampak zjutraj, Aljuška, smo pomedili, zjutraj človek to objavi, ne? Tančni podatki in tako dalje, pol zvečer pride pa novica na Pop TV, ne? Da je Tanja Fajon omenjena v neki anketi enega ameriškega portala, da bo izplačnega ali neprofitnega portala, ki zbira kandidate za kandidaturo bodočega generalnega sekretarja Združenih narodov. Ja. In potem intervju s Fajonovo, ki je presrečena na tem, ampak seveda se vidi, če bo potrebno. Ker obe s predsednico republike cikata, mislim, jaz ne vem, kjer virus to kroži med najvišjimi predstavniki države. Se mi zdi, ne? Na področju zunanje politike, ne? Ampak čast izjemam, kot je recimo bivši predsednik države Borut Pahor, ki nikoli ni imel teh norih idej, ampak vemo, pred njim predsednik republike Tirk, zdajšnja predsednica republike, zdaj očitno se je to razširilo že na zunanje ministre, kakšna 2 mandata naprej, bo recimo minister za kmetijstvo, ne, v nekem neodvisnem pač portalu naročil članek, kjer bo je napisal, da se omenja med kandidati za generalnega sekretarja OZN. Ti trendi glede standardov novinarstva, bo to zdaj šlo še niže ali bo to se nekje ustavilo, če to še ni zdaj dno šele prehaja, kam gremo zdaj to? Ja, jaz upam, da ne bo šlo še niže, ne? Ampak ne bi pa tukaj se upal zagotovo za to reči. Tudi recimo spomnimo se, če spet damo to sporednico medij in politiko, ne? Da zdaj, ko so se začeli pojavljati te novi obrazi, ne? Pač vsakič smo mislili, da slabš ne more iti, ne? Ampak potem se je vedno pokazalo, da se še kako da. To je pa res, ja. Ko so bili Cerar, Šarec, Janković, Cerar, Šarec, pa Golob, smo rekli, slabše, mislim, ne more, standardi ne morajo biti nižji, da ne more naplaviti na politično prizorišče še manj kompetentnih ljudi, še večjih diletantov, da temu tako rečem, ampak jih je, ne? Tako da zdaj tudi ne bi se upal reči, da ne more iti niže. Ja. Čeprav zdaj, recimo, pač ti si predsednik Združenja novinarjev in publicistov, ne? Vi ste recimo, sicer ste fizično manjše društvo, ne? Kot je to pač starodavno društvo novinarjev Slovenije, ampak vidim pa vse po teh sporočilih za javnost, ne? Ste bistveno bolj aktivni kot recimo vaš starejši, ne? Partner, ne? Ja, no tukaj mi vse, kar počnemo, recimo izdate neko sporočilo, v katerem recimo poskušate ubraniti Aljuša pred napadi Urške Klakočar Zupančiča, pa recimo zahtevate odstop, ne vem, Mateja Četa, pa imate neko mnenje okoli Tarče, ne?
Oni pa ne. Mi vse to počnemo pro bono. Ja, pa vsak dan recimo nihče od nas ni plačan, noben od nas ne dobi evra. Tam mislim, da imajo 2 zaposlene. Tam pa imajo zaposlene. Dve dekleti. V izhodišču smo mi v precej slabšem položaju. Ampak tukaj mi to počnemo iz nekega entuziazma. In mislim, da pač tako združenje se more odzivati na takšne zadeve, kot je recimo to, da pač visoki politiki zlorabljajo svoj položaj, da pošiljajo policijo, da zastrašujejo ljudi, ki pišejo ali pa govorijo kritično o njih, to mislim, da je to nujno. In to problem je, jaz bi rekel, da ni problem to, da se mi oglašamo, problem je, da se kdo drug ne oglaša. In zakaj se ne oglašajo, recimo? Zato, ker gre za njihove, po domače povedano. Našim je dovoljeno vse, njihovim nič. In kaj je zdaj recimo problem glede Aljuša? Zakaj se recimo primer Aljuša, ki je na nek način neutralen politični komentator, ne oglasijo? Zato, ker je v bistvu bi potem, mislim, zdaj brez SDS vse govorim, ampak nisem jaz težava je, da bi potem neki učitelj pač predsednici državnega zbora, tega pa pač ne smejo. Do mere, da niti nočejo. Ker to je problem. Ker če bi tam prišel ukaz, tako kot je prišel ukaz v primeru Janija Prednika, recimo, ne vem, če bi te pogovori na 4 oči med Prednikom pa Urško Klakočar Zupančič kaj rodili, pa bi ona dva začela ustanavljati recimo svojo stranko, potem bi tudi nad njo bila izrečena medijska fatva in bi verjetno vse to, o čemer se zdaj mi pogovarjamo, pač bilo na prvih novicah TV Slovenija, Pop TV in tako naprej. Ampak dokler tega ni, pač raj ne tvegajo. Ko bo prišel befel, bojo pa za nazaj verjetno vse pokrili. To, kar prav Matevž, a gre lahko še nižji, je res fascinantno, ker recimo, če zdaj pogledamo čistko, politično hieno iz Kočevja pa Roberta Goloba, če bi že imeli sam ta dva na izbiro, pa recimo, da smo anti-Janša usmerjeni, še vse in verjetno bi morali reči, ok, ni prej Belič idealen, ampak v primerjavi z Golobom boljše manjše zlo kot večje zlo. Ampak niti tega ne naredijo, se pravi, niti tega ne naredijo. In pri medijih pa ne vem, kam bi lahko šli še nižje. Jaz sem kar, bi rekel, zelo kritičen do tega, kar imamo zdaj. Mogoče umetna inteligenca, ampak vidno tudi umetna inteligenca, ki zajema iz javnih virov, se je ne da čisto nadzirati. Vemo, da so bile težave z Grokom, recimo, ki je na Twitterju pač nekaj odgovore dajal, pa so ga pol probali malo umiriti, in ko si ga spet isto vprašal, je rekel, ne smem povedati, in si vedel, da je, ker pač ti hip, ko ti, bi rekel, odpreš oči na nek način, ti ne moreš si zatiskati, se pravim, ni zdaj, da bomo mi likvidirali človeka, ampak če človek stori pač napako, ali pa če dela stvari, ki so družbeno nesprejemljive, ali so nezakonite, pa to, ti si ne moreš pri tem zatiskati oči, pač rečeš, si mi fajn, ampak tule si ga pa usral po domač povedan, tega niso več sposobni. In ne samo, da niso več sposobni do teh glavnih nekih reprezentantov oblasti, ampak do ta zadnjega tam šoferja, vratarja, ki pač recimo je del tega festivala svobode norosti na oblasti, so v bistvu zaščiteni. In to je to, kar je, bi rekel, na dolgi rok slabo. Ker, oblast se lahko zamenja, ampak če bojo isti principi, to pomeni, da bomo mi ves čas živeli v neki tej, bi rekel, pač medijski blokadi, neki iluziji, kako nam vladajo neki nezmotljivi, vsemogočni, super duper ljudje, vse, kar se nam pa slabega dogaja v življenju, smo si pa sami krivi, ali pa so to neki naravni pojavi, ali ne vem, kdo že tretji, ki na to vpliva. Se tudi zdaj, če smo prej rekli, pač, da se kalkulira z tem medijskim zakonom, tudi zdaj na Ustavnem sodišču se kalkulira z odločitvijo okoli novele zakona o RTV. Da se kalkulira, ali je dobro, če se sprejme novela, pa se potem v primeru poraza Levice to prepusti Janši, ali je bož, da Janšo, recimo morebitno zmago Janše dočaka star zakon. Ja, vse se kalkulira in na institucijah, kot je Ustavno sodišče, je to izrazito slabo. Da se izvaja to tako, kako mislim, da se temu reče, nekakšno rezultatsko odločanje. Ko se najprej nekdo odloči, a bo za ali proti nečemu in potem pa išče utemeljitev tega. Tako da tukaj pač tukaj takšna institucija mora delovati po ustavi, skratka, potem ali je nekaj v skladu z ustavo ali ne glede na to, a je tisti, ki je to predlagal levi, desni ali kakorkoli drugega.
Tako da, ja, in tudi seveda mediji običajno ravno tako delujejo na rezultatski način. Kaj pa ta teza, ne? Zdaj itak bomo počasi zaključevati, ampak ta teza, recimo, sprejetje tega medijskega zakona, ker Asta Vrečko je to ves čas podala to tezo, da želijo urediti status novinarja. Kaj to pomeni, da želijo urediti status novinarja? Ker itak mediji so ali RTV, ki je državni zavod, ali so pa zasebna podjetja, ki so pač funkcionirajo tako po zakonih trga, gospodarske družbe in tako dalje. A to je kar nekaj, da bojo vsi naši, ne? Ja, podobno kot reče Golob, moramo poskrbeti za naše ljudi. Isto tu, ne? Zdaj je lahko novinar tudi kdo, ki ni njihov, ne? Ko bojo oni uredili status, bo jasno, ne? Tako sem prej rekel, kot švicarska garda, se pravi, bo jasno, kdo je lahko v švicarski gardi, ne? Ker zdaj ni jasno, ne? Zdaj teoretično se jim lahko zgodi, sicer se jim to ne dogaja, ali pa če dalje redkeje. Ja, te portali se zgodijo. Pride nekdo z fakultete, recimo, pa če je perspektiven, tam imel dobre ocene, dobre stvari piše, pride na nek medij, ne, in pol šele ugotovijo, da ni to prav, da ni prav pečen, pa da ne razume, da pač oni so tle neko propagandno glasilo, niso pa mediji, ne. Če ko bojo uredili status, ne, bo že jasno to vnaprej. Se tako ureja status nezaposlenih novinarjev, ne. Se so uredili status za nekega bivšega novinarja, da zdaj lahko dela na finančni upravi, ne? Pa zdaj bojo verjetno za naslednjega novinarja uredili status, da bo namestnik predsednika komisije za preprečevanje korupcije, ne? Oni ves čas urejajo status za svoje ljudi, tako kot izplačujejo božičnice svojim ljudem, tako kot tale denar iz medijskega sklada svojim in tako naprej. Oni dejansko verjamejo, da so tam za svoje. Včasih je treba stvari razumeti dobesedno. Ja, in tega ne skrivajo, ne? Se pravi, mi zdaj, včasih ti si imel, recimo, ne vem, tudi če Janša pa ima recimo ukrep za velike družine, Janša ne bo prišel pa bo rekel, to je za naše, ker so to naši volivci, bomo mi to dali, ampak vemo, da ni glih za tiste, ko niso z njegovi volivci, ampak to je dober ukrep, ne, takrat recimo se nataliteta povečala, ker je to bilo, pol nam je spet začela padati, ne. Te pa ne skrivajo tega, ne? To pa pride Golob na televizijo, pa reče, mi bomo za naše poskrbeli, ne? Lapsus, ja. Pa nekdo reče, kaj pa oni, ki so po firmah, ja, veš, to pa niso naši. Kaj pa recimo upokojenci, ne, to jih pa Rupar zlorablja, ne? Se pravi, oni, ki so naši, tisti bojo dobili, oni ostali pa razmislite, da bi postali naši. Čem je razlika med Golobom pa med Vučićem, recimo, ne? Mi se spreminjamo v Srbiji. V Srbiji, če nisi član Vučićeve stranke, ne dobiš službe. In to nihče ne skriva tega, ne? Ja, in mi zdaj Slovenija postaja podobna Srbiji po večjih kriterijih. In mi počasi pač zdaj tudi na tem področju sledimo svetlim zgledom. Mislim. Ja, čeprav Aljoša opozarja na to, da se po nekaterih segmentih se pa Srbija udaljuje, ne, od nas, ne, v pozitivnem smislu. Pozitivnem smislu, ja. Kar je pa še hujše. Še to, no, zdaj zadnje vprašanje. Zdaj, prej sem te vprašal v trendih, ne, zdaj to velja tudi zate, ne, Aljoša, prej sem te vprašal v trendih, Matevž, recimo, v primeru zmage Roberta Goloba, ne, se bo to zategovanje tega medijskega dežnika, ne, oziroma nadzora še bolj stopnevalo, ne? Eno vprašanje, in kaj se bo zgodilo, recimo, če bo na volitvah zmagala desnosredinska koalicija? Ja, no, tukaj zopet se bo aktiviral celoten arzenal, ki ga ima na voljo Levica. Najprej bi te prosil, če bi odgovoril na prvo vprašanje. No? Kaj se bo zgodilo v primeru zmage, recimo Roberta Goloba, pa podobne koalicije? Predvsej enostavno isto kot zdaj, ne? Ali pa nadaljevanje istega. Ne? Tako, ne? In ja, ne, če bo pa zmagala desnica, ne, bomo pa po moje videli že video. Se pravi, vrsta medijski potencial. Celotna civilno-družbena vojska, ne, ki jo bojo ponovno aktivirali, da bo demonstrirala po ulicah, podpisovali se bodo peticije, poskusali se bo spet kot temu oni rečejo, internacionalizirati probleme, ne, se pravi, ja, ne, tukaj mislim, da če bo dejansko desna vlada, bo morala biti kar pripravljena na vse to. Ker zdaj slišim, pač to se govori, da naj bi tudi ta medijski sklad, ne, recimo pač prvo leto delitve denarja, to bo prihodnje leto spomladi, bil namenjen temu, da tudi mediji, recimo v primeru zmage Janeza Janše, preživijo finančno v opoziciji in da se lahko spostavi medijska fronta proti Janši, ne? Jaz bi se strinjal z tem, kar pravi Matevž, ne, se pravi, na mesto Goloba, če bo on ponovno pač dobil oblast po volitvah, bo se mi zdi še zožal ta krog, ne, ljudi, ki jih bo nastavilo na ključne položaje, oziroma ki bo imeli vpliv, ki bo lahko pritiskali v končni fazi tudi na medije, ne. Če pa se zgodi obratno, se pravi, da pač se neka
desno-sredinska koalicija pride na oblast, oziroma da Janez Janša sestavlja naslednjo vlado, pa, kot je bilo rečeno, ne, se pravi, ti mediji bojo verjetno si izračunali, da 2, maksimalno 4 leta lahko preživijo tako pa drugače v hibernaciji in se potem vrnejo na stare dobre čase. Ker za pričakovati je, da vlada, ki je ne bo vodil Robert Golob, bo bolj odgovorno se obnašala do države, se pravi, nas ne bo zapufala do amena, uničila vseh družbenih podsistemov in se bo itak ukvarjala s tem in ne bo recimo metala denarja skozi okno za neke medijske projekte ali pa za pisanje PR člankov prijetnih oseb. Medtem, ko se bo potem vrnila na pote stare slave, če se bomo pa spet po starem sistemu naprej. Sej, sam še nekaj, ko sem se pripravil na ta pogovor, sem gledal malo te bilance teh medijskih podjetij. In pogledam recimo časnik Večer, toliko prihodkov, nekaj milijonov evrov, dobiček približno 113 000 evrov, in potem, ko pogledaš donacije oziroma prihodke se strani proračuna, pa ti direktne, ker itak je še pol taki, ki se ne vidijo, je nekaj čez 500 000 evrov. Skratka, če se utegne državni denar, je podjetje Večer takoj v izgubi. In to je svoj fantastičen mehanizem. Ja, absolutno. Pa še eno vprašanje, bivša generalna sekretarka Gibanja Svobode, Vesna Vuković, se je zaposlila v Odlaskovem imperiju. In berem na preiskovalno, da je ona tam zaposlena zato, da urejuje nekaj Odlaskovih medijev. To pišejo oni tam, ki so insiderji tam, to ni moje mnenje. A je to v bistvu na nek način financiranje stranke Gibanja Svobode ali kako? Jaz ti bom odgovoril z protiprimerom, ki sem ga slišal na lastna ušesa na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, kjer se je omenjeni smetarski baron, medijski tajkun, na glas tam drl, da če bo sprejeta božičnica, da boste mogla Vesna Vuković in celo klical jo je tam po telefonu in Primož Cirman to, kar boste dobila, boste mogla vrniti njemu nazaj. Zdaj, je res koga klical ali se je pogovarjal z gluhim telefonom, jaz ne vem, ampak tam predvsem je to po telefonu sedel na njo in razlagal. Martin Odlazek. Ja, na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju. Tega pa nisem vedel. Tako da je jasno, ja, sej prisotni so bili tam precej v šoku, ampak na tak način to stvari funkcionira. Skratka, tle je zdaj zelo plastično. Jaz imam izkušnjo, recimo, ko sem bil še po državnih službah in je bila takrat interpelacija proti vladi Toneta Ropa, se pravi pred volitvom 2004 in smo bili v parlamentu, tudi strokovne službe, to je bilo zvečer, ker moraš nuditi podporo ministrom in tako naprej, ki so tam bili interpelirani in je v tisti vladni sobi v parlamentu, je takratni predsednik vlade Tone Rop je gledal televizijo, začel se je TV Dnevnik in je ne vem, a je bila Baranja ali ena novinarka je začela tam nekaj govoriti. Ki je zdaj sicer na Gibanju Svobode. Ja, tako, in ni bil zadovoljen, in je Marjana Kanduti, Marjana, kaj pa govori, to se pa nismo zmenili, Marjana. In jaz gledam tam in to je bil za mene tak nek šok, neke iluzije v tem, kako zadeve potekajo, so se mi podrle, ampak zdaj sploh ne bi mogli prijeti v situacijo, to sem hotel povedati, da bi Robert Golob gledal Dnevnik, pa bi tam začel nekaj govoriti, ne tisto, kar so se zmenili, ampak nekaj drugega. Nemogoče. Zdaj je to normalno, ja. Ja. Boš kaj še dodal tukaj? Ja, jaz bi tukaj to je tak evidenten dokaz to vrstne zlizanosti. Ko ni neke meje med ali politiko, ali novinarstvom, ali PR-om, ampak to se kar zabrisuje. Imamo nekoga, ki je na neke točki, PR-ovc na nekem ministrstvu in potem postane, čez noč neodvisni novinar nekega medija in potem on neodvisno poroča naprej. In obratno. In pa tudi obratno, seveda. Dobro, moramo zaključiti. Zdaj, Matevž, hvala, da si prišel danes, upam, da še večkrat, tudi če bo kakšna druga tema. Hvala za vabilo še enkrat, oziroma za to, da si se odzval. Aljuš, hvala. Mi pa se seveda vidimo prihodnji torek na Novi uri resnice, od takrat pa ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.